Pozdravljeni, dragi starši. Evo, danes je tema denar in otroci, manjši otroci, kako, a jih učimo kaj z denarjem delati, a jih ne učimo z denarjem delati, kako pač reševati zgodbe v trgovini, kako mu kaj kupiti ali mu ne kupiti. Skratka, v večnih stiskah smo, da bodo otroci preveč razvajeni, da jim bomo dali preveč, in po drugi strani smo v večni stiski, da mu bomo dali premalo, oziroma to, da imajo drugi več kot naš, in je to stalno en tak kaotičen občutek, da se mi težko umirimo in težko pač zavzamemo neko svoje stališče. Kaj pa ti misliš o tem? Ja, eno je, da kdaj sploh otroci dobijo občutek za denar, a lahko triletnik razume, kaj je to sploh denar, kako ga sploh naučiti, da ima neki vrednost. In mogoče tukaj lahko poveva, kako si šla ti z otroki v trgovino, kako si hodila v trgovino, da so se učili iz izkušenj na konkretnih Mi smo imeli nekaj pogojev za to. En pogoj je bil nakupovalni listek, drugi pogoj je bil, da pač imam jaz nek znesek denarja, ki je omejen. To se pravi, jaz kot odrasla oseba. To pomeni, ne plačujemo s karticami, ne dajemo pač kartic na blagajni, ker otrok nima tega občutka, ampak dvignemo na bankomatu recimo 20 evrov, rečemo otroku, le jaz imam 20 evrov in tukaj je nakupovalni listek. Ta nakupovalni listek je kar precej dolg, in pač bova videla, koliko lahko za teh 20 evrov kupva. Tebi dam pa 50 centov ali pa 1 evro in ti si za teh 50 centov in 1 evro tudi lahko nekaj kupiš. In potem seštevamo, zraven recimo, če so otroci stari tam 5-6 let, se že lahko majčkeno učimo matematike in seštevamo in pridemo do 20 evrov ali pa do 21,50 in rečemo otroku, poglej, nekaj bova mogla dati ven iz košare, zaradi tega, ker nimava dovolj denarja. Skratka, otroku je treba pojasniti, pokazati mu je treba, da se mi tudi marsičemu odrečemo, ker otroci tega občutka nimajo, ko nas gledajo. In morajo dobiti izkušnjo. Skratka, ko dobijo izkušnjo, mi damo eno stvar ven iz košare, zato da je tam na blagajni nekaj vredno toliko, kot imamo mi s sabo denarja. Po drugi strani pa tudi otrok bi imel čokoladko, pa bi imel banano, pa bi imel, ne vem, mizlije, pa bi imel igračko, ima pa tisti evro ali pa 50 centov ali pa, ne vem, 5 evrov, ne vem, to je odvisno od vas, koliko mu boste dali, in tudi se mora odločiti, kaj bo pustil v trgovini in kaj bo vzel s sabo domov. In te izkušnje lahko ponavljate, pač, kadar greste skupaj z otrokom v trgovino, in včasih mu daste tudi izkušnjo, da mu ne daste nič. Skratka, danes ti pa ne morem dati nič, ker imava ravno dovolj za nakup, ki ga rabimo za našo družino. In tako bo dobil otrok občutek, da prvič ne more vsega kupiti, ne more vsega dobiti takoj, da mora za kakšne stvari parkrat po 50 centov prišparati, da si jih lahko kupi, tako kot tudi nas gleda v trgovini, in bo dobil izkušnjo, tisto resnično izkušnjo o denarju. Skratka, ne tiste iluzorne, da nas gleda, mi dajemo neko kartico, ki ima vedno neki gor. In ko bo ta otrok postal najstnik, bo že vedel, da se ne da vsega dobiti takoj. In to je pač naš cilj, odnos do denarja, to, da ga znam varčevati, to, da znam premisliti, a tisto stvar zares rabim, in da pač dobimo nekega odgovornega odraslega, ki bo pač tudi, ko bo imel svojo firmo ali ko bo v službi, vedel, kako ravnati s tujim denarjem. Ali še kaj povedal? Mogoče je tukaj več od izkušnje denarja pomembna ta izkušnja, da znam preložiti trenutno zadovoljitev ugodja za nek cilj, ki mi je bolj vreden. Zato, da se naučim, da zdržim neke stvari, to so veščine, ki so pomembne za življenje. To so veščine, ki nam pomagajo pri tem, da premagujemo neke ovire. To so veščine, ki pomagajo otrokom zato, da lahko zdržijo, recimo, ko se morajo učiti.
ko moramo vložiti nek trud za to, da dosežemo nek cilj, ki nam je malo odmaknen. In tudi seveda ravnanje z denarjem je del teh izkušenj in tukaj lahko veliko naredimo za otroke.